Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, le še do petka imajo kmetije čas, da uredijo morebitna neskladja v sistemu Sopotnik. Trenutno so najbolj aktualna neskladja povezana s trniščnimi posevki, tako neprezimnimi kot prezimnimi. V veliki večini pa so ta, kot kaže, povezana z izjemno količino padavin, ki smo jih bili deležni v minulih mesecih. No, na to področje bomo pogledali skupaj s strokovnjakinjo. Z nami je gospa Lea Remic, vodja oddelka za geoprostorske vloge na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Gospa Lea, najprej lep pozdrav. Pozdravljeni. Kmetije, ki so vključene v intervencijo ohranjanja kolobarja, so dolžne vsaj enkrat v 5 letih v kolobar vključiti tudi rastline za zeleno gnojenje. V tem primeru so seveda dolžne te rastline najkasneje do 15. novembra zaorati v tla. Letos to zaradi padavin marsikje ni bilo mogoče. Kaj morajo torej kmetije v primeru, ko so njihovi gerki zaradi neizpolnjevanja te zahteve zdaj rdeči, storiti? Ja, najprej se je treba vprašati, zakaj so rdeči. Tukaj je lahko več vzrokov težav. Lahko je zaradi tega, ker je bila napačna prijava, se pravi, rastlina niti ni bila primerna za zeleno gnojenje. Lahko je bil nenatančen oris, torej zeleno gnojenje ni bilo narejeno na celotni površini njive, lahko je bilo samo na delu, ali pa sama zadelava v tla ni bila izvedena. Torej, najprej se vprašamo, kaj je napaka in na osnovi tega potem tudi ukrepamo. Zdaj, primer nepravilnega orisa, netočne prijave je najbolje urediti tako, da se to naredi dopolnitev na zbirni vlogi in popravi, se pravi, prijavo te rastline. Umakne zahtevek ali pa samo zmanjša površina. V drugih primerih je pa smiselno dati tudi pojasnilo v Sopotnik, v aplikacijo Sopotnik. Mogoče se predložijo tudi neki izpisi iz evidenc o delovnih opravilih, kaj se je dogajalo na teh površinah in na osnovi tega potem lahko mi presodimo ali tudi priznamo te okoliščine, ki so pač botrovale tem rdečim oznakam. Nekatere kmetije pravijo, da so preko fotosopotnika odreagirale na te rdeče gerke, ampak še niso dobili odgovora. Je pričakovati v prihodnjih dneh? Da, vsa sporočila bodo pregledana, tudi vse fotografije. Morate pa razumeti, da mi teh sporočil dobivamo zelo veliko. Obravnavamo sproti, kolikor lahko, smo malo v zaostanku, vendar vsi kmetje bodo dobili odgovor na sporočilo. Če bi se slučajno zgodilo, da bi bil ta odgovor prepozen, naprimer po 29.3., kolikor je rok, in da bi mi potrebovali še neka dodatna dokazila po tem datumu, bo imel seveda kmet še vedno možnost, da bo ta dokazila, se pravi v komunikaciji z nami, ta dokazila predložil ali pa podal dodatna pojasnila. Seveda pa mora biti storjen ta prvi korak iz strani kmeta do 29.3. Torej, če vas prav razumem, odreagirati v sistemu fotosopotnik je nujno, torej do petka. Tako, drži. To ali pa narediti dopolnitev zbirne vloge. Kdaj uveljavljati višjo silo po tistem standardnem obrazcu, če morda kmet razume, da ne bo mogel preko fotosopotnika to urediti? Tukaj bi radi opozorila, da višjo silo po ustaljeni poti je potrebno predložiti v 15 dneh, ko se to lahko stori, ko je ta okoliščina nastala. Zdaj, če se pogovarjamo o zelenem gnojenju, ko je bilo potrebno podorati do 15. novembra, smo že malo česa, teh 15 dni je tudi že menilo. Za naprej pa še enkrat opozarjamo, višja sila v vseh primerih, ki vpliva ne samo na zeleno gnojenje, tudi na ostale zahtevke, na predpisanem obrazcu se javi. Nič ni narobe, tudi če kmet recimo ni prepričan, ali je to primer za višjo silo ali ne. Če sumi, da bi si na ta način lahko olajšal okoliščine, se pravi razjasnjevanja, naj jo javi. Če bi se zgodilo, da višja sila ni priznana, se pravi po uradni poti, izdana je takrat tudi odločba, mu bomo dali še vedno možnost, da te zahtevke umakne.
Gospa Lea, v nekaterih primerih so kmetije zaradi napovedanega velikega poslabšanja vremena neprezimne strniščne posevke zaorale 14. oktobra, torej dan pred potekom roka in seveda tudi dan pred poslabšanjem vremena. Potem je bilo slabo vreme z obilnimi padavinami vse do sredine novembra. Zakaj v tem primeru ni odpustka? Je res datum tisti, ki pravzaprav pri vas velja? Mi smo višje sile obravnavali po uradni dolžnosti na osnovi interventnega zakona, ki je bil sprejet 31. avgusta. Tukaj smo priznali na 2000 kmetijah višjo silo po uradni dolžnosti, se pravi, kmetu ni bi bilo treba nič narediti. Vse okoliščine, ki so se pa zgodile po tem datumu, bi bilo pa treba pač reševati po ustaljeni poti. Ko je prišel teden 14. oktobra in je bilo pač napovedano slabo vreme v prihodnjih dneh, smo prejeli na agencijo zelo veliko klicev, se pravi, če lahko to preorjajo prej. Mi smo dali po izvedbo tako našo pravno službo, kot tudi na ministrstvo, ali so tu možni kakršni odpustki, vendar uredba je zelo jasna. Ne? Za NPP, shemo NPP, ki se izvaja v okviru intervencije SOPO, je eden izmed pogojev upravičenosti, da je to plačano, da je zeleni pokrov prisoten do pač datuma, ki je zabeležen v uredbi, in tukaj odpustki niso bili možni. Tako da drži. Te površine pač ne bodo prejele plačila. Gospa Lea Remic, v opozorilih na sistemu Sopotnik ste tudi zapisali, da ste v nekaterih primerih ugotovili ustvarjanje umetnih pogojev. Torej, tam je posebej izpostavljen, da je bil poleti glavni dosevek pravzaprav isti kot potem prijavljen naknadni ozelenitev oziroma naknadni posevek, torej z istimi rastlinami. In zapisali, da je ustvarjanje umetnih pogojev zelo nevarno, saj vpliva na izplačila vseh subvencij. Lahko to našim poslušalcem konkretneje predstavite? Gre pravzaprav za poskus izigravanja? Tako, drži. Se pravi, tukaj so bili zahtevani dve podpori. Ena je bila za beljakovinske rastline na glavnem posevku. Posejane so bile detelno-travne mešanice, ki so povsem upravičene za podporo za beljakovinske rastline. Hkrati pa je bila potem na prezimnem posevku uveljavljena shema za ozelenitev prek zime, se pravi v okviru intervencije SOPO, vendar so bile uporabljene iste rastline. Zdaj, potrebno se je zavedati, da kaj SOPO zahteva shema. Torej, zahteva, da je po spravilu glavnega posevka izvedena ponovna setev, mešanice rastlin, te rastline so predpisane, in je potem obvezen zeleni pokrov med 15.11. in 15. februarjem. V našem primeru se je za mešanico so se uporabile iste rastline, kot so bile že na glavnem posevku, in ko smo mi to pogledali prek sistemom za spremljanje površin, smo ugotovili, da dejansko glavni posevek ni bil niti seveda podoran, niti pospravljen, ničesar se ni z njim zgodil, ampak je v bistvu vlagatelj, in to ni bil samo en primer, ampak je vlagatelj samo zamenjal, se pravi, šifro kmetijske rastline, naredil je prijavo, kakor da je šlo za svežo setev, čeprav dejansko ni šlo. Bil je isti posevek, še iz glavnega. In zakaj so posledice lahko v takem primeru pravzaprav na celotne subvencije? Tako. Uredba IAKS določa v 12. členu, je napisana klavzula o izogibanju, ki določa, to je že osnova je v evropskih predpisih, ki določa, da če kmet ustvarja oziroma stranka ustvarja umetne pogoje, se pravi poskuša izigrati sistem, kot je bilo v tem primeru, in je to potem seveda ugotovljeno, se zavrnejo, agencija ne odobri izplačil za zahtevke na zbirni vlogi. Se pravi, govorimo o vseh zahtevkih na zbirnih vlogi. Ja, v samem sistemu Sopotnik je v tistem slikovnem delu v infrardečem pogledu zelo jasno videti, kdaj je bila neka
površina preorana in torej se lahko s tem dokazuje tudi setev, če prav razumem. Tudi da, drži. Se pravi, mi imamo na voljo še par dodatnih informacij, tudi nekaj dodatnih filtrov in lahko zelo lepo vidimo, kdaj je bil posevek ali pokošen ali pa pospravljen. Se pravi, da je prišlo do spravila, to se da zelo lepo razlikovati in vidi se tudi, kdaj je bila upravljena sveža. Vidi se ne, kdaj je bila setev, ker setve pač semena ne vidimo, ampak vidimo, kdaj je površina postala ozelenjena in sledi potem razraščanju novega posevka. Gospa Lea Remic, morda še vprašanje za govedorejske, predvsem kmetije. Ponavadi se strniščne dosevke, sploh v letih, ko je manjko krme, uporablja tudi za krmo. Kakšno leto nazaj se spomnim, da je bilo rečeno, da je bilo za to dano posebno dovoljenje. Kako je z obveznimi roki in košnjo, recimo med temi obveznimi roki? Mora kmetija kaj storiti, če bi želela v tem času recimo pokositi strniščni dosevek? Pomembno je, ali kmetija ta dosevek, se pravi to površino, uveljavlja za kakršenkoli ukrep, shemo, intervencijo. Torej, če to površino in to rastlino uveljavlja za shemo SOPO, NPP, naknadni posevki in podsevki ali za zel v obdobju zelenega pokrova, košnja, obdelava ne sme biti izvedena. Torej, na primeru NPP-ja, zeleni pokrov je obvezan od 15. avgusta do 15. oktobra. V tem obdobju, samo v tem obdobju, mora biti nedotaknjen. Torej, košnja se ne sme izvajati. Zdaj, če se bo košnja izvajala, ker takih primerov smo tudi našli in imajo tudi rdeče oznake, trenutno v Sopotniku, teh zahtevkov ni potrebno umakniti, pač ostanejo rdeči, plačilo še vedno bo, vendar bo znižano. Se pravi, ne bo polno plačilo, govorimo samo za to površino in samo za to shemo, ne bo polno plačilo, ampak bo znižano plačilo. Za konec še enkrat, torej, gospa Lea Remic, kmetije, ki so takrat novembra oziroma v decembru odreagirale na rdečo oznako Gerka v Sopotniku, poslale fotografije, pojasnila, in do zdaj še niso dobile odgovore na te svoje zadeve, gerki pa so še vedno rdeči. Kaj naj storijo? Kot sem omenila, mi vsa pojasnila pregledamo. Tudi ta bomo. Zdaj, če je zaradi boljšega občutka na strani kmeta ali oziroma stranke, lahko pošljejo še enkrat, ne bo nič narobe, ampak mi bomo na vse to odgovorili. In če bomo šli mi čez rok, kot sem omenila že prej, se pravi, ker bomo malo zamujali, takim bomo še vedno, če je bila komunikacija vzpostavljena in da potrebujemo neka dodatna pojasnila še ali dokazila, bomo dali kmetom možnost, da pač še to dodatno dokažejo oziroma pojasnejo. Hvala lepa za pogovor in vse dobro. Hvala lepa tudi vam. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Že lani ob oddaji subvencijskih vlog, predvsem pa jeseni, so kmetijske svetovalke in svetovalci opozarjali, da je jesensko-zimski čas tisti najbolj primeren čas za jemanje vzorcev tal in izdelavo analiz. Večina je to že storila, so pa tudi tisti, ki so bili pozabljivi, zdaj pa hitijo, ker do oddaje letošnjih vlog morajo kmetije, ki uveljavljajo nekatere ukrepe skupne kmetijske politike, imeti veljavne analize tal in gnojilne načrte. Kaj storiti, nam bo povedal gospod Anton Jagodic, vodja sektorja za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospod Anton, najprej lep pozdrav. Vsem poslušalcem Radia Ognjišče lep pozdrav. Ja, tako kot ste sami rekli, torej do začetka oddaje zbirne vloge za letošnje leto je potrebno imeti na tistih kmetijah, ki so se odločili za določene intervencije, veljavni gnojni načrt za 5 let na podlagi veljavne analize tal. Pri tem so analize tal in gnojni načrti potrebni pri operacijah naravni viri in pa biotska raznovrstnost in krajina.
in to za vse gerke, ki so vključeni v intervenciji, na katerih se bodo uporabljala mineralna gnojila. Če se uporabljajo le organska gnojila, se pa vodi evidenca o uporabi organskih analiza tal in gnojilni načrt pa nista potrebni. Zdaj, jaz moram pri teh gnojilnih načrtih opozoriti še na nekaj. Namreč gnojilni načrti niso kaprica ukrepov kmetijske politike, ampak je zelo resno strokovno delo vsakega umnega kmeta, ki mora vedeti, kakšna hranila so v njegovih tleh, zato da lahko pravilno gnoji in pravilno prehrani različne vrste rastlin, ki jih pač seje ali pa uporablja travinja. Pri tem je potrebno upoštevati, da na vsebnost hranil v tleh vsekakor vpliva zgodovina, torej kaj smo v preteklosti pridelovali, kako smo gnojili v preteklosti. Potem vpliva tudi sama kamnina, ki je od spodaj, to se pravi same lastnosti tal, ki so, in pa seveda tudi količina hranil, ki smo jih čez leta dodajali na te površine. Z pravilnim gnojenjem ne samo, da pravilno prehranimo rastline, ampak vplivamo tudi na ekonomski rezultat na kmetiji. Namreč na podlagi analize tal, ki kaže, da je določenega hranila preveč, drugega pa premalo, potem gnojimo samo za tistimi hranili, ki jih primanjkuje. Ker gnojilni načrt se izdeluje za 5 let, zato da se v kolobarju potem uravnava tako dodajanje hranil kot odvzem samih hranil. Pri tem se pa upoštevajo seveda vsa hranila in pa tudi ostanki rastlin, ki ostanejo po žetvi v tleh. Torej, če vas prav razumem, zelo pomemben je ekološki vidik, zato da ne prihaja do izpiranja recimo dušika, ki je tak, da se izpira. Po drugi strani pa tudi ekonomski vidik. Če pogledamo zadnja leta, ko so cene umetnih gnojil pravzaprav šle v nebo, mnogi celo niso gnojili zaradi tega, ker ni bilo sredstev. Analiza tal omogoča, da lahko veliko prihranimo. Da, tudi tako. Pri tem moram povedati, da se v tem primeru v osnovni analizi tal ne meri dušika, ker dušik je pač stvar, ki se v tleh stalno spreminja. Izmeri se pa kislost tal, tako imenovani pH, fosfor, kalij in organska snov. Zdaj, pomanjkanje vsakega od teh hranil, to se pravi fosfora ali kalija, vpliva na samo rast rastline in pa kvaliteto pridelka. Previsok, to se pravi prekisla tla, vplivajo na črpanje hranil iz tal. Sama organska snov moramo pa tudi paziti, da je v tleh vedno dovolj na razpolago, zaradi tega, ker vpliva na samo rodovitnost tal in pa tudi ne nazadnje na zadrževanje vlage v tleh. Gospod Anton Jagodic, torej vsi tisti, ki so to naredili, recimo analize tal, niso pa še naredili gnojilnih načrtov, čim prej do svojega kmetijskega svetovalca oziroma svetovalke. Ja, tako, ker datum na gnojilnih načrtih mora biti, to se pravi letošnji in pa pred začetkom letošnje kampanje. Kaj pa vsi tisti, ki sploh analize tal še niso naredili, verjetno bodo kar čakali? Ja, v tem primeru, če so se vključili v intervencije naravni viri in pa biotska raznovrstnost in krajina, bodo imeli težave z izplačilom sredstev, ker pogoj za uveljavljanje teh intervencij je, da je pripravljen gnojilni načrt za 5 let na podlagi veljavne analize tal. So pa tudi nekatere intervencije, ki so izjema,
pa jih ne bi sedaj brali, ker to težko preko radijskega medija. Tudi to priporočam, da se oglasijo pri svojem kmetijskem svetovalcu. Tako, čim prej tudi to storiti, morda še pred prazniki, zato ker po praznikih ob koncu meseca načeloma naj bi se že začela letošnja subvencijska kampanja. Kaj kaže? Moram povedati, da smo se tako kot vsako leto tudi letos intenzivno pripravljali na to kampanjo. Število pisarn, število kmetijskih svetovalcev je podobno kot lansko leto. Torej vsak kmet bo imel na voljo zadosti časa, da bo podal svoje podatke, če se bo prijavil pri nas, da mu pomagamo z izpolnitvijo vloge. Mi bomo delali tako kot v preteklih letih na podlagi razporeda, zato da kmetje pač ne izgubljajo časa s pretiranim čakanjem. Zato bodo pozivi poslani v teh dneh, oziroma nekateri so že bili, pa je prišlo do zamika začetka kampanje, ampak ne glede na to, vsak kmet se bo dogovoril z svojim svetovalcem, kdaj, in tudi mi poznamo kmetije, vemo, koliko časa približno se potrebuje za vnos pri enem kmetu. Kampanja oziroma intervencije so pa podobne oziroma nekatere enake kot v lanskem letu. Gospod Anton Jagodic, glede na to, da se uredba šele sprejema, morda so že znani okvirni datumi, kdaj se bo oziroma naj bi se letos kampanja končala, čeprav na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije vsako leto kmete vabite, da čim prej pristopijo v kontakt in se dogovorijo. Za vnos vlog bo nekaj dni manj kot v lanskem letu. Uredba, kot ste sami omenili, še ni sprejeta. Načeloma, oziroma tisto, kar ta trenutek vemo, naj bi bil končni rok 10. julij, vendar seveda vsem kmetom priporočamo, da se oglasijo pri nas prej, pa tudi zaradi vas kmetov je bolje, da prvič prej oddate, boljše bo za vas, drugič pa tudi tako svetovalci kot kmetje imamo vrsto drugih opravil v poletnem obdobju in ne bi radi videli, da se nam preveč zavleče. Hvala lepa za vse te informacije, lepo nedeljo. Vsem poslušalcem Radia Ognjišče želim lepo cvetno nedeljo in veliko modrosti pri odločanju za intervencije, ki so na voljo v letošnjem letu za ukrepe kmetijske politike. Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognjisce.si.